Drage popotnice, dragi popotniki, lepo pozdravljeni v popotniškem snapu. Z vami sem moderator Tilen Nipič, ki bom vodil današnjo oddajo. Dogodek organizira Popotniško združenje Slovenije v partnerstvu z Mladinskim kulturnim centrom Maribor. Tokratna epizoda bo nekoliko drugačna, saj se bomo podali v kraje, ki so pogosto prikriti očem ostalega sveta oziroma predstavljajo nespregovorjeno. Govorili bomo o humanitarni krizi, vojni in to ne o Ukrajini, Gazi in Bližnjem vzhodu, temveč o Sudanu. Kaj se dogaja v Sudanu, kje se izgublja človečnost in kaj je resnično trpljenje, medtem ko pomoč obstaja. No, več o tem pa bosta povedala današnja gosta. Z nami sta svetovna popotnika in humanitarca Bojana Pivka-Križnar in Tomo Križnar. Lepo pozdravljena ponovno in dobrodošla v popotniškem snapu. Dober večer. Dobar dan, kako že. Torej, kako bi sploh začeli takšno tematiko? Mogoče s tem, kdaj ste prvič naleteli na to stanje v Sudanu, oziroma kje ste to prvič srečali, to, kar se dogaja v Sudanu? Torej, kako ste sploh pričela z vajnim delom, humanitarnim delom v Sudanu? Najprej je bila knjiga, potem je bila pa želja iti pogledati, kaj je tam. Knjiga je bila razstavljena v mariborski založbi Borec v izložbi in gor je pisal Delecte von Nuba. Napisala jo je Leni Riefenstahl, slavna režiserka nacističnih filmov v podporo nacizmu. Ta gospa, potem ko je bila spuščena iz zapora po nürnberških procesih, se je umaknila v Afriko in je tam iskala prvobitno človečnost, nad katero je govorila, da je odvomila v Evropi po drugi svetovni vojni. No? In v tej knjigi noter so bili mladci, so bili taki žrebci, res močni fantje, ki se borijo na rokoborbah, in tam so bile tudi mladenke, prečudovite lepotice, košate, prsate, močne, žive, da se je videlo, da nikoli ne bodo rekle možu, že nadaleč, tudi v knjigi se je videlo, da ne bodo možu rekle ne. Mene je seveda to zanimalo, kot takrat študenta v Mariboru. To je bil čas svobode, ko smo sicer živeli v socializmu, ampak smo lahko potovali, ker niso mogli vsi v drugih socialističnih državah. In jaz se spomnim, da sem preslikal to knjigo na skrivaj in se potem odpravil z letalom v Kartum in tam šel v knjižnico in iskal knjige o tem ljudstvu Nuba, The People of Cow, Nuba. To je bila druga knjiga Leni Riefenstahl, ki je šla kasneje. In sem najdel druge knjige o Nubah in povsod so bile iztrgane gole prizori, kjer so bili ljudje goli. No, to se pravi, nisem vedel, ali je to naredila muslimanska bratovščina, ki je z državnim udarom prevzela oblast v Sudanu, ali pa so to pokradili tisti fantje, študentje, ki drugače ne morejo videti golih žensk, dokler se ne poročijo v severnem Sudanu. No. In tam je bil majhen zemljevid narisan in po tistem zemljevidu sem se približno orientiral, kje naj bi ti misteriozni Nube živeli. Leni je napisala, da še nikjer ni bila bolj srečna kot s temi ljudmi in mene je res zanimalo, kako to, da ženska, ki je imela vse, njej je Adolf Hitler dal vse možnosti, da je lahko ustvarjala. Imela je moč, ki še danes nima nobena ženska. V Tretjem rajhu je delala dokumentarne in igrane filme v podporo tem rasističnim idejam, v podporo nadčloveka, Übermensch po nemško, Supermana. In če je bila tako srečna kot nacistka, mene je zanimalo, kako pa more biti, če tudi nacist lahko nek srečen. Jaz sem si zmeraj predstavljal, da nacisti so tisti iz naših filmov, partizanskih filmov, ki so zmeraj zlobni, zločešči, grdo gledajo in morijo, pobijajo. Moj oče je preživel Dachau, taborišče smrti, in napisal v tem tudi knjigo, Ne vdaj se fant, in tam noter sem jaz zvedel od prve roke, v bistvu ni lagal, ni se pretvarjal, ni poveličeval nič, govoril resnico. Sem zvedel, da je človek lahko tudi grozotno
zloben. Mene je zanimalo, kakšni so tam ljudje. No, in ko sem prišel do njih, no, sem ugotovil, da so najbolj nedolžni na svet, da so bili zaradi močvirij na jugu, pa zaradi puščav na severu, zmeraj daleč proč od transportnih poti, od karavanskih poti, in da gojijo eno kulturo, ki je bila meni res nova. Jaz še nikoli nisem slišal, recimo, da bi lahko punce izbirale tako, da dajo fantu svojemu po rokoborbah, ker se je izkazal nogo za vrat. To je bilo za mene tisto ta pravo, tako bi mogli biti, ne, fanti se moramo izkazati na neke vrste olimpijskih igrah, potem pa imajo punce možnost, priložnost, pravico izbirati. A ne? In jaz bi ta zakon sprejel, če si izbran, a ne, od dekleta, imaš pa še ti potem zadnjo besedo, da rečeš ne, če punca ni zadost privlačna, če čutiš, da te bo zavračala, da boš sam taval okrog kot pes po noč po temnih ulicah. In potem sem tam res naletel na šolo, v bistvu šole ni bilo nobene, bila je šola življenja za mene. Jaz sem ravnokar končal mariborsko visoko ekonomsko komercialno šolo, jaz sem mislil, da vse vem, jaz sem mislil, da sem pameten, pa sem videl, da še nič ne vem. Jaz sem poznal te ekonomske teorije, poznal sem statistiko, vedel sem, kakšne so metode dialektične teorije sistemov, ampak tam se bo to čisto neuporabno. Jaz sem bil zdaj v naravi, bil sem koliko so bili sami in dali so mi 2 ženske, zato ker samo Bog je sam, normalen moški ne more biti sam, ker postane zloben, tudi ženske so zlobne, če ostanejo same. Dali so mi motiko, semena, pokazali so, kje lahko kopljem, zemlja je bila od vseh, pa eno kočo so mi potem pomagali popraviti, da ni voda not tekla, ki se je začela deževna doba. No, in tako sem jaz postal za vajenca. No, in takrat sem se jaz navdušil nad kulturo, tako kot že prej nad staroselsko Indijancev, pa Aboriginov, pa Eskimov. Pa nisi povedal, da si dobil še 2 ženske. Jaz sem že povedal, da sem dobil 2 ženske, ki... Pa nisi povedal, koliko ste bile stare? Ja, to sem jaz zdaj. Jaz sem imel takrat 20. Zdaj sem pa 70. Oni so bili pa takrat 70. Ampak, veste, pri velikih staroselskih kulturah je ta praksa, tudi pri Aboriginih v Avstraliji, stari ljudje imajo mlade punce, mladi fanti imajo pa stare babe. In tako vsi ljubijo, se vsi ljubijo, vsem je omogočeno to ta nebeška vznesenost, edini pravi raj na planetu Zemlja, jaz za drugega ne vem, vsi drugi raji so izmišljeni. Daj pa resničen, če imaš tako ženo, kot je Bojana, recimo, če paši ta skrb. Če sta zadaj glih spred, pa skrb pašeta. Se vidi, da se noč bliža. Torej, so vam izkazali na tak način gostoljubnost, pristno gostoljubnost, da so poskrbeli za vas na nek način, ne? Jaz promoviram ljubezen, ker me je toliko strah vojsk, kajti potem, kar se je zgodilo pri Nubah, je bilo genocid, Za genocid sem zvedel leta 1998 iz knjige angleškega aktivista Alexa Devala Nuba Facing Genocide. In potem sem se vrnil, z biciklom sem se vrnil in sem videl, da tisti moji ljudje, njih ni bilo nikjer, vse je bilo preseljeno, pobito, iztrebljeno, tam so bili čist drugi ljudje, predvsem pa vojska, pa milice muslimanske bratovščine, ki je prevzela oblast z državnim udarom 89. leta. 98. ko sem prišel nazaj, sem videl pa tako razliko, da se ne bom nikoli mogel pomiriti. Zdaj, ko so vojaki zmagali, so pa zmagali zato, ker so prišli tokrat ne samo po sužnje, to so prej vedno lovili v Nubskih gorah. Potem Nuba v bistvu pomeni suženj v starem egipčanskem jeziku. Že iz starega Egipta so hodili dol ob Nilu v te hribe po sužnje, pa po zlato. Zlato pa sužnji. To je tisto, kar so iskali Egipčani, pa potem vsi kasnejši. Tudi Turki, pa tudi Otomani, pa vsi do Arabcev v tistem času. Tisti, ki se imajo za Arabce v Sudanu. To so lovci na svetu. Torej, na tej fotografiji lahko vidimo, vi ste tudi bili poseben odposlanec bivšega predsednika Republike Slovenije, dr. Janeza Drnovška. Ja, ravno to temo, ne?
v tem genocidu sem napisal knjigo Nuba, čisti ljudje. No. Takrat so me nekateri spraševali, a mi pa nismo čisti. Jaz sem rekel, ne, okužen smo s virusi te civilizacije, ki ima sebe za več. Mi smo potomci mesopotamskih civilizacij. No in Drnovšek je takrat umiral za rakom in je hotel prej še kaj narediti, da bo prišel v nebesa, mogoče, jaz ne vem. V glavnem, on je razumel, mogoče zato je razumel, ker delamo dol s prijatelji pa somišljeniki, ker sta bila očeta skup v isti baraki v taborišču smrti Dachau. Očeta najna sta bila skup in on je meni takrat me poklical na Božič 2005, pa rekel, kaj pa jaz lahko naredim za Nube zdaj. Pa sem jaz rekel, mi smo že kar nekaj naredili, zdaj so Nube pod zaščito Amerikancev, z našim dokumentarnim filmom po isti knjigi, z istim naslovom Nuba, čisti ljudje, smo v Ameriki dobili nagrado na mednarodnem filmskem festivalu v Telluridu, Colorado, in tam so bili ljudje od National Geographica, ki je bila ideja zanimiva, da bi oni naredili nov film, pa tokrat pa v meni. Zakaj v meni? Ja, ker sem sin Dahovca in kaj on počne dol v Afriki, in to so bili v glavnem vsi židovskega porekla. Izraeliti so bili in so očitno me skušali ponuditi za svojo politiko, da napadajo Sudan, kot je vlada ravno kar razglasila ameriška, da bodo. Po 11. septembru 2001 je ameriški ambasador v Ljubljani na Pop TV-ju, kamor smo ga spravili, da je potrdi, kar ste takrat govorili, izjavil, napadli bomo 5 držav. Napadli bomo Afganistan, napadli bomo Irak, napadli bomo Libijo, napadli bomo Sirijo in napadli bomo Sudan. Zato, ker so to države, ki podpirajo international terorizem. In potem veste, kakšna vojna terorja se je dogajala proti terorju, ki se je končala z izgubo vseh teh vojen pravzaprav. Ampak takrat, leta 2001, v Washingtonu, kjer so delali z mojih posnetkov dokumentarni filmi, so mene poklicali, da komentiram, je bila priložnost rešiti Nube in nekaj se je izcimilo iz tega, namreč, da so začutili Američani, da bi lahko bili nož v hrbet arabskemu Sudanu, ki podpirajo mednarodni terorizem, ravno ti Nube. In dejansko so ustanovili društvo za podporo Nubam, društvo prijateljev Nub, in so prisilili vlado Sudana pa upornike, ki so branili Lubske gore, so bili Nube takrat, da so podpisali premirje. Jaz sem Drnovšku rekel, da ni treba tle nič narediti, je tudi nemogoče kaj narediti, da je to, kar bo, to so zdaj Nube z Amerikanci in Amerikanci jih vahtajo, lahko pa gremo v Darfur, kjer se je razširila vojna, ta ista vojna, ki je glavni problem Sudana, namreč, da je Sudan žrtev kulture lovcev na sužnje. Prevladali so lovci na sužnje, ne misionarji, pa ne sufiji, pa ne kakšna druga sekta, vrsta islama, ampak ti najbolj surovi vahabiti iz Saudske Arabije, ki tudi financirajo recimo lov na sužnje. In te sužnje so zmeraj kradli po podeželju, odpeljali odrasle, ki so bili lahko deklice za priležnice in za rojevanje arabskih otrok, fante pa za janičarje, se to poznamo, Turki pa prihod v naše kraje, pa sosedov sin in tako naprej. In tle so dejansko otroke pobijali, ker so se bali maščevanja, stare ljudi, kot sem jaz pa tudi. In to je nekaj, ki je ves mednarodni tisk, se pravi, najvišji medijske hiše so molčale o tem. In zdaj se je to začelo dogajati za Nubskim goram, tudi v Darfurju, in ti posnetki so zdaj iz Darfurja. In Drnovšek je to razumel in zato mi je zaupal poslanstvo njegovega posebnega odposlanca. Poslal me je k upornikom v Darfurju, ki so prav tako kot Nube prej, zdaj prav tako ustanovljeni bili za to, da bi branili svoje področje pred to sužnje lastniško vojsko, pa da bi se probali dobiti kaj več
kot pa so marginalizirani dobivali. A ne. Niso dobili elektrike, niso dobili nafte, niso dobili šol, niso dobili bolnic, zato se je šlo v Darfurju, podobno kot pa že prej v Nubskih gorah. No, zato so to najbolj zanemarjeni kraji na planetu. Sudan je najbolj zanemarjen. Ne Somalija, ne Kongo, ne Jemen, nikjer izven Afrike ni mogoče videti ljudi, srečati ljudi, ki so tako izobčeni od ostalega človeštva, kot je pa ta Sudan. A ne. In, zakaj sem se jaz vtaknil? To je zato, ker so tudi v Darfurju krasni staroselci, so bili, sem jih srečal, ljudje, ki so hoteli samo mir, pa da ne bodo več sužnji, da jih ne bodo več lovili za sužne. Po arabsko se reče sužen zurga ali pa abid. Ne. Meni so na kamero v tem dokumentarnem filmu, ki smo ga tam posneli, no, Darfur, vojna za vodo, vsi po vrst govorili, da so se priključili uporniški vojski zato, ker nočejo biti več sužnji. No. In seveda moje simpatije so šle z njimi in tistih 6 mesecev, ki sem jih preživel med različnimi skupinami v Darfurju, sem predstavljal mirovni predlog slovenskega predsednika, ki je bil drugačen, kot so ga predstavljali, pa tudi usilili Američani. Ne. Naš predlog je vključeval za mir tudi prizadevanja verskih starešin, pa plemenskih veljakov, a ne, tistih, ki imajo največ nadzora nad množicami, ki jih množice sprejemajo, ker so njihovi naravni voditelji, ne pa samo nekih vojakov. A ne. Tudi če so uporniki, so to še zmeraj vojaki, so to preprosti fantje iz Sahela, ki ne morejo več zaradi klimatskih sprememb pridelati zadost živine, da bi zamenjali to živino za milostno ročico svoje izvoljenke, da bi se lahko ljubili in spočenjali otroke, kar je glavni življenjski smisel vseh, mislim, da je v Afričanov. To je drugače pri nas. No, in takrat sem preživel tam tiste mesece z različnimi skupinami in sem počasi začel dojemati, da gre v Darfurju pravzaprav najbolj za vodo. A ne. Tudi za uran, a ne, ampak bolj za vodo, ker brez vode se ne da živeti. No. In to vojno so tujci pelali, da se razumemo. Domači niso tako neumni, da se kar sami pobijali. Arabskim ljudstvom, tem pastirjem kamel, so orožje dali v Kartumu, a ne, redna vojska pod vodstvom muslimanske bratovščine, upornikom pa Američan, ki so vozili orožje preko Libije, ker se je tako spogajala s Gaddafijem Kondoleza Rice, takrat državna sekretarka. No. Meni je bilo, a ne, v 6 mesecih zelo jasno, da to vlečejo za nitke tujci, v glavnem vse, in da miru ne more biti. In ga ni, in ga še danes ni. Danes je Sudan največji humanitarna kriza na planetu in ravno v Darfurju se dogajajo zdaj največji grozodejstva, ko šolarji pobijajo šolarje. Eni so za džanžavide, se pravi cestne razbojnike, ki so bili vključeni v milice, ki jih je ustanovila prvoredna sudanska vojska za iztrebljanje Afričanov iz Darfurja, se pravi temnopoltih Afričanov. Sami džanžavidi pa jedna vojska so malo svetlejše polti in se imajo za nekaj več. No. In ta katastrofa se nadaljuje, zato bom kar naravnost rekel, ker niso poslušali slovenskega predsednika, ki ni šel v žaljavstvo po kostanj zaradi dobička, ali ne vem, zaradi česa bi lahko še šel, no, mogoče zaradi časti, ne, da je on rešil ta pekel tam. On je hotel nekaj dobrega pred smrtjo narediti. No. In tudi vedel je, kaj so taborišča koncentracijska in trpljenje že po svojem očetu, kot sem jaz vedel. No, žal nismo dosegli nič, mene so zaprli po 4 mesecih med različnimi vojskami in civilisti, me je izdala prav Afriška unija in agencije Združenih narodov, ki so takrat edine tam bile prisotne kot mirovni opazovalci ameriškega usiljenega miru, ki ni mogel pripeljati do miru zaradi tega, ker je imel v programu cilj
polastiti Darfurja in si ga razdeliti skupaj z muslimansko bratovščino v Kartumu. To je bil plan. A ne. Plan je bila voda, a ne, pa dobra zemlja na ognjeniku gor Čebel Mara. Ni mogel biti miru. No. Drnovšek je bil usmešen, kao kaj je poslal svojega odposlanca, kva se vtika v take konflikte, to delajo veliko. In dobesedno, no, Condoleezza Rice, ameriška sekretarka, je poslala na naše zunanje ministrstvo pismo, v katerem je kritizirala predsednika Slovenije, kva se vi greste, to s Kitajci mi delamo. Se pravi, domačini sploh niso bili omenjeni. A ne? Tam se gre dejansko, zdaj kdo bo v Afriko večji kos pogače odnesel. Ali Kitajci, ali bomo Evropejci pa Američani še kaj ohranili od tiste afriške pogače, ki smo jo nekoč posedovali. Zdaj prihajajo tudi Rusi, no, ko je vsi se tepejo za Afriko, to je the new scramble for Africa. No in seveda, ne, v taki Afriki ti ne moreš biti turist, ti ne moreš tam samo iskati toplice, pa dekleta, pa se zakajati, pa ne vem, se iti lovca na divje živali, ali pa fotografa na safariju. No. Jasno, da se tista cel name, jaz sem še zmeraj v tem. Jaz sem bil obsojen na 3 leta, ja. Diktatura sudanska me je obsodila na 3 leta zapora zaradi lažnega poročanja. Rekli so, da jaz lažno pišem iz Darfurja, pa vohunstva. No. In imel sem srečo, da sta se predsednika poznala, naš slovenski, pa sudanski Omar Hassan Bashir, diktator, ki je vladal takrat že 30 let, iz organizacije neuvrščenih, ki je poskušala v času socializma našega in maršala Tita, enega od soustanoviteljev tega gibanja, omogočiti še tretji blok med Sovjetsko zvezo pa Ameriko, ki so bili takrat najmočnejši na planetu. No, in meni je Omar dal predsedniško pomilostitev. No. Zaradi tega, mislim, če bi jaz ubogel takrat v National Geographicu v Ameriki, pa bi naredil film, ki bi kritiziral samo muslimansko bratovščino, pa ne tudi Američanov, pa Evropejcev, pa Britancev, še posebej pa Francozov, bi me verjetno takrat ne bilo več nazaj iz tistega zapora. To so pa videli, da iščem resnico. Resnično, mislim, najprej moraš skritizirati svoje, ne? Moje, ne? To so Evropejci, to so naši kolonialisti, to so naši imperiji, ki še zmeraj ne dajo miru, ne na Bližnjem vzhodu, ne v Afriki, vse posod so zraven. Samo vi to ne zveste, ker mediji nočejo poročati o tem, ker je to v bistvu plunk v skledu naše samozavesti. Ne? A ne pa še to, da smo še to groznega počeli. A niso bili samo Nemci, nacisti, pa Italijani. A vsi smo bili fašisti? Ja, večina dela nas je fašističnih. To se lahko vidi potem, kaj se dogaja glede Gaze zdaj, pa kaj se dogaja glede Ukrajine. Torej, vi ste tudi radi poudarite, da ste se v zaporu največ naučili in da v zaporu se srečajo ljudi, ki so bili bolj kot ne zaprti samo zato, ker so bili nasprotniki katerega sistema, ne kot tisto, kar mislimo kriminalci. Torej, kaj pa mogoče še kakšno besedo o tem, koga vse ste spoznali v zaporu? Jaz sem bil privilegiran. Mene so dali v celico, v kateri je bil že prej ideolog te muslimanske bratovščine v Sudanu, Hasan el-Turabi. In not so bili v bistvu sami rdeči ljudje, se pravi, ne črni. Ne. Rdeči, črnci pravijo Arabcem, da so rdeči. Bil je nekdo, ki je mu umrl človek, ki ga je zasliševal in ga je preveč mučil. To je bil vladen agent, zasliševalec, no, in zato so ga za nekaj časa zaprli, ker kao ne bi smel njegova žrtev umreti na zaslišanju. Ampak takih je še veliko, ampak samo ta je bil zaprt. Bo kot pa še drugače se zameril. Potem je bil eden, ki je pištolo izgubil, je bil tudi en agent, pa so ga za nekaj časa dali na hladno. No, v drugih celicah, tam okrog so bili pa tisti, ki so črne barve, Afričani, afriška ljudstva, ki se imajo za Afričane.
in ti so pa nastradali, ne, to so jih vozili na morišče vsako jutro. To je vojska, redna vojska je iztrebljala Afričane iz Darfurja, da bi se ga razdelila z Američani pa z Evropejci, jasno ne. In jaz se spomnim groznih noči, ko so ti Afričani peli, predno grejo na morišče. In to je taka muzika, ki jo še noben Verdi ni napisal, ali pa Beethoven, Moč usode, nedokončana. Tiste oblikuje, tisti pusti travme, to ti pusti travme. No. Jaz vem, da sem traumatiziran in lik zaradi tega sem to hvaležen moji ženi Bojani, no, da zdaj skupaj delava, da bi se to nesmiselno, neznosno trpljenje umililo, vsaj umililo. No. Se mora končati, vsi ti genocidi se morajo končati, samo Združeni narodi ne delujejo, politike prevladujočih držav pa tudi niso človekoljubne, gre se za profite, gre se za dobičke. No. Na račun staroselcev, tako so nekoč pobijali Indijance, danes pobijajo staroselce na vseh celinah še naprej. No. Jaz sem v arestu takrat videl, da meni pomagajo mediji pri nas, ki so od Drnovška zahtevali, da me spusti, da me reši, sem njegov odposlanec. In zato sva potem začela s Klemnom Miheličem, prvim prostovoljcem, ki se je priključil, prvi somišljenik, tihotapiti v Darfur, ko sem bil spuščen, majhne kamere, najprej čista male, ki so jih potem ženske lahko skrile, a ne v tisto dodatno odprtino. In ker je vlada razglasila nad mojo glavo, da če me še enkrat ujamejo, ne bo nič več sojenja, ne, in so v bistvu sami pripomogli, da se je razvedlo, da so zdaj v Darfurju mini kamere, kitajske mini kamere po 5 evrov, ki omogočajo posnet posilstva. Najhujši zločin, jaz mislim, je še zmeraj zločin. No, če te ustrelijo, je to mimogrede, pa sfertik, ne. Zločin, ne, posilstvo se pa vleče, ne, pa vstane v te pohabi še naslednjo generacijo, žena in deklet. No. No, tukaj vidite posnetke, kako je med nami v moji družini, no, tam je hčerka moja, pa njene prijateljice, tudi črn gospod, tisti črn gospod je Sulejman Džumus, s katerim sva delala, on je bil moja veza v Darfurju, on me je varoval, pa pošiljal k različnim skupinam upornikov. Na koncu je bil on tudi zaprt, ne, on je bil 17 mesecev zaprt, jaz pa 3 mesece. No. In tudi njega je Drnovšek rešil, tako kot je meni. No, je prosil pač Beširja, ta stari gospod Sulejman Džumus, zaradi zdravstvenih razlogov, mene pa pač upravičil, da sem prišel v Darfur s privoljenjem upornikov, ki so pa takrat edina skupina podpisali primirje z Američani, en je zdaj minister za Darfur. Ja, en je pa finančni minister od tih upornikov, mojih prijateljev iz Darfurja, je pa del finančni minister Sudana, se pravi, sodelujejo z redno vojsko in ko so tudi po mene spustili. No, Sulejman je prvi bil, ki je razumel idejo kamer. Miniaturne kamere se da uporabiti za nadzor. Ne. Satelitski nadzor je nekaj, to delajo velike države, pa velike korporacije, pa Elon Musk s svojim Starlinkom. Lahko pa tudi, da mi delamo to, ki so to poceni na Kitajskem za 5 evrov, a ne, ko kupaš 500 kamer, no. S donacijami, pa s knjigo, recimo, no, pa s dokumentarnim filmom smo somišljeniki razdelili v Sudan več kot 1000 kamer. Tudi take bolj resne za dokumentarce snemati. In potem en od naših prostovoljcev iz Sudana dobil nagrado na mednarodnem festivalu v Ottawi, v Kanadi, za film The Pieces of Antonov, ne, koščki Antonova. Antonov je tisto rusko letalo, ne, s katerim vladne sile bombardirajo staroselce. Od začetka so te kamere delovale, ampak zdaj je pa še hujša vojna, ki se širi, vse čisto posod, v zadnje kotičke Sudana, razen v Nubske gore, trenutno pa ne. Zdaj se še celo sami Džanžavidi in redna vojska
snemajo med rezanjem vratov, spuščanjem krvi in streljanjem sošolcev iz osnovne šole. Mularija, 14 let stara, se zdaj snema in se baha po socialnih omrežjih, kaj si upajo delati. A veste, zdaj je to Sodoma in Gomora. Zdaj, tisto, ki so nas takrat preslišali, pa kar niso hoteli sodelovati, recimo ta veliki na svetu, se zdaj tako maščuje, da seveda jaz nimam mirnih noči. Midva naprej delava, delava nov dokumentaren film skupaj. No. O tem boš ti več povedala, Bojana, lahko. Torej, ti posnetki so, kako ste pa prišli do teh posnetkov, ko ste kamere razdelili? To ste lahko zbrali, a mislim, ti posnetki dejansko bili uporabni, da ste jih lahko širili dalje? Seveda, Obama, sam predsednik ameriški, je po radiju, sem ga slišal, rekel, dobili smo posnetke iz Nubske gora in iz Darfurja, ta vojna je nepravična, je neupravičena in se mora takoj nehati. Ja. Mi smo jim razdelili, s Klemnom Miheličem smo jim razdelili tudi satelitske modeme, to so take mehne škatlice, ki omogočajo pošiljanje posnetkov prek satelitov na internet, pa računalnike. No. Dosto pa tudi sami tih utapali ven v čat, čez mejo, in mi sva s Klemnom 2krat prišla nazaj, 3krat sva prišla nazaj, no, tako da sva dobila kar eksternalne hard diske. Američani so to takoj pobasali. George Clooney je ustanovil, ta slavni ameriški igralec je ustanovil organizacijo Centennial Project, kjer zdaj špegajo s satelitov in odkrivajo masovna grobišča, in sledijo denarne tokove, kdo financira, kam gre orožje. To so zdaj prevzeli veliki. Evropa žal se pa nekaj dosti zmenila. Vse naše filme smo predstavili v Bruslju, v Evropskem parlamentu, tam so prišli tudi iz tega deska za Sudan, uslužbenci, birokrati, in so nas poslušali in so se čudili, kaj si upamo, pa zakaj sploh to delamo, pa sem videl, da ne bo nič kaj dosti v Evropi od tega, ker so nam kar naravnost povedali, da Omar Hassan al-Bashir ni naš najboljši prijatelj. Ampak v resnici je pa bil, dokler je bil na oblasti, ker bo je Evropa vsako leto dala 500 milijonov evrov sredstev za ustanovitev podobnega satelitskega opazovanja gibanja beguncev, ker je Evropo samo to zanimalo, da je begunci iz te vojne v Sudanu ne bi prišli. Pa nič drugega. No, iz tega fonda, iz teh 500 milijonov na leto, ki smo jih dajali sudanski genocidni vladi, da je vsak ve, da je bil genocid v Darfurju, pa da je genocid bil Nuba, so se potem financirali džanžavidi, so se kupovali terenska vozila, pa orožje, pa se pravi ta tehnologija za surveillance, se pravi za nadzor z neba, in s tem so džanžavidi najprej proganjali begunce, potem so se pa obrnili proti centralni vladi in dele 3 leta imamo še tako vojsko v Sudanu, najhujšo do zdaj, od 2024, se pravi 2 let, aprila je bilo 2 let, ker se je ta vojna zdaj dogaja pa med samimi džanžavidi pa redno vojsko. In to je pa skoraj zdaj pa res za obupati. To je pa že tako kompleksno. Džanžavidi so rekrutirani iz preprostih pastirjev, ki ne morejo več preživeti od kmetijstva oziroma od živine, ker se Sahara širi po 7 km na leto. To se pravi, pomika se proti jugu, vsi, kjer smo mi hodili pred 20 leti, so zdaj zaskute s peskom. Evropa ni poslušala, da v Sahelu čaka 6 milijonov ljudi, da emigrira v Evropo. To je prišel povedati takratni komisar Evropske unije Barroso, našemu Dimitriju Ruplu, kot ministru za zunanje zadeve, in to so vsa naša slovenska časopisja objavila, ampak čist nič se ni nihče potrudil, da bi tem klimatskim beguncem pomagal. No, da se rekrutirajo v džanžavide ali v Sudanu jim rečejo uradno Rapid Support Forces, sile za hitro posredovanje, in zdaj zmagujejo v Darfurju in bodo najbrž
odcepili Darfur, najbrž se bodo odcepile tudi Nubske gore, najbrž tudi Rdeči hribi, pa gor Nubija, stara tam proti Vadi Halfi. Sudan bo verjetno razpadel na prafaktorje. Mogoče je pa prav tako, je to tvorba britanskih kolonialistov, ki niso čisto nič upoštevali, kaj ljudje rabijo za preživetje v Darfurju in so tako različne ljudi spravili v svojo kolonijo Sudan, da je bilo pravzaprav logično, da takoj po odhodu Britancev se bodo potopili med seboj. Ampak še enkrat, niso vse ljudje krivi, to so krivi tujci, ki to financirajo. Vojna v Sudanu ni državljanska vojna, je vojna tujcev proti vsem Sudancem. Torej, ta sredstva so dejansko bila porabljena na koncu za militarizacijo vseh teh ostalih, ki so privedli do tega, da je prišlo do takšnih spopadov. Yes. Samo pisarna za humanitarno pomoč Evropske unije vsako leto je podprla za 500 milijonov orožja, da se del med sabo pobijajo. Ja. Vse to ti vsak v Afriki pove. Ne? Zakaj? Nič ne rečejo, zakaj. Vsi vemo, zakaj to delate. Ne? Ampak učitajo, da dajemo orožje, da se med sami pobijajo. Ne? Plan je, naj se sužnji pobijajo sužnji. Naj se sami pobijajo. Ne? Kaj bomo pa z Afriko naredili? Še ne jo usitle? To je ta politika, kot te omenjate, v bistvu sužnja za sužnjem, ki je še hujša kot deli in vladaj, kot ste tudi že v prejšnji epizodi opisali. Ja. Če se vrnemo še korak nazaj, torej so danes od nekdaj iskali sužnje in jih zbirali v nekakšnih utrdbah, ki jim rečejo zaribi, če se ne motim. Zariba, ja. Zariba. In iz tega so danes nastala ta mesta v Sudanu in to še vedno poteka in tukaj se torej ustavi verjetno humanitarna pomoč, kot vi pogosto razlagate v intervjujih. Ja. Nažalost, tujci, tudi če imajo dobre namene, ne znajo dati pomoč najprej zadnjim, ki so najbolj do pomoči upravičeni in sem prepričan, da davkoplačevalci, ki plačujemo davke, želimo, da pomoč doseže tiste, ki najbolj trpijo, ne neke elite, ki vladajo v centrih moči, ki so še danes tradicionalne zaribe, mesta kot je, ne vem, Kartum ali pa Dongola ali pa Kosti ali pa v Darfurju Fašer, Nijala. Če gre pomoč tja, tisti, ki vladajo v teh krajih, za sebe, pa za svoje parljate, pa za svoje družine porabijo, za tiste zadnje, ki umirajo brez pitne vode, pa brez hrane, brez zdravnikov, pa brez šol, ne gre pa nično. Ker sem 50 let prisoten v Sudanu, zato vem, kaj govorim. To opazujem in v vsaki priliki to povem na našem ministrstvu za zunanje zadeve, pa v Bruslju, v pisarnah tam, ampak se nekako ne morajo odločiti za bolj resno delo, ker je lažje enostavno dati dotičnim v državi tam ministrstvom in se umakniti, pa potem samo potrkati se po prsih, vse nekaj smo pa dali od sebe. To ni pomoč, to celo škoduje, mogoče bilo boljše vso humanitarno pomoč ustaviti, ker če pride pomoč samo v roke vladnim silam, ne pa tudi na področje upornikov, so zato uporniki v toliko šibkejšem položaju. Recimo, če pride to hrana je to za eno stran tako kot municija, potem se lahko streljajo. Medtem ko tam domačini v Nubskih gorah, vem pa tudi v gorah Džebel Male v Darfurju, umirajo, stradajo od teh, ki jih imajo oblegane in ne pustijo zraven nobene pomoči. To smo že imeli ta problem leta 2000, ko sem prišel ven s knjigo, Nuba, čisti ljudje, pa še tudi z dokumentarnim filmom z istim naslovom, ker sem obtožil UNICEF, da sodeluje v genocidu. In takrat je UNICEF v Washingtonu poslal v Ljubljano svojega častnega ambasadorja, to je bil sam Sean Connery, ki ga poznamo iz filmov o Jamesu Bondu,
In ta je našemu slovenskemu UNICEF-u v kavarni tamle v operi razlagal, da to sigurno ni res, kar Križnar govori, ker UNICEF ne sodeluje v nobenem genocidu, ne dela tega. No, jaz sem bil tam, jaz sem vstal gor, pa sem rekel, ja, pa delate se, da ne veste tega. To delate, ker pravite, da ne delate. Točno to delate. No, in potem se je spremenilo, nekaj se je spremenilo. Narejen je bil mir v Nubskih gorah, v Darfurju Nkol, in takrat se je UNICEF vrnil in do 2011 je dejansko podpiral Nube demokratično vse, tudi druge staroselske ljudstva, še posebej Médecins Sans Frontières, francoski so ustanovili 40 podružnic v Nubskih samogorah, no, kjer so skrbeli za ženske, da so lahko rojevale in je bilo manj smrti na rojstvu, pa za vse druge bolezni. In, jaz vem, da se da, preko medijev se da pritisniti na zavest tudi birokratov. Zdaj zadnje čase pa se nam zdi, da je vedno težje. Vedno težje. Celo človeštvo se razčlovečuje. Vedno manj je sočutja. Vedno bolj vlada prepričanje, da je to normalno, kar se nam dogaja. Se pravi, smo v obdobju hipernormalizacije, v tem nam razlagajo politiki, da bomo to kar sprejeti. Ne smemo sprejeti, ker bomo sami prišli na vrsto za iztrebljanje. No, ta posnetek je pa najlepši, to je pa naša Bojana, upam reči moja, ki se je nela s tem med najno poroko v Nubskih gorah. Pa ti povej, kako smo se poročila midva, no? Ja. Tukaj je spet ena zgodba, v bistvu takrat, ko smo se midva odpeljala iz ene vasi na poroko, hotela sva, da naj jo poroči Kodžur. Tu je v bistvu šaman, vrač, v katerega plemena oziroma staroselci verjamejo, ki jim pomaga pri tem, da jim pomaga pričarati dež, da stvari bolje obrodijo, da jih zdravi. No, in ko sva sprašvala, kje je kakšen od teh, ki naj bi lahko poročal, so rekli, da to pa oni ne delajo, da morava v cerkev, pa sva rekla, da pač v cerkev ne bi šla, da bi rada pač bila del njihove poroke, pa tudi, če ni tradicionalna. No, in potem se je hitro zmislil en obred. V ozadju vidite buče, posadil naju je med buče, v bistvu poiskal dve taki kovinski, ne nabodali, kaj so to, palci, no. Ampak je rekel, da morava pa prinesti dve kokoši, eno belo pa eno črno, da bo črna odganjala vse slabe stvari, bela pa prinašala ljubezen. No, pol sva videla, kako se je mastil z njima, ampak v redu. Nama je pa s to kovinsko palco tako v ključnico zapičil to palco in rekel, da to je zato, da izžene iz naju vse slabe stvari, ki jih imava. In najprej sem bila jaz na vrsti in to je bolelo, sem se zvijala tam. Tomu se je smejal, zato ker je pač predvideval, da zdaj to, da imam toliko teh slabih stvari, ki zdaj letijo ven iz mene. No, pa ko je bil pa on na vrsti, je bilo pa še veliko hujše. Tako da, ne vem, zdaj po moje bom mogla čez nekaj časa to ponoviti. Ja, res je. No, ampak ne, zdaj to, tukaj se malo hecam, ampak to, kar je bilo pa zelo zanimivo, je, da je Tomo nastavil, ker on vedno snima še, ne vem, še ko smrči se posname. Ja. Je tukaj nastavil stativ, da bo poroko posnel in je pozabil pritisniti očitno na recording. Ja. Jaz sem pa svoj fotoaparat dala nekomu od domačinov in seveda nisem niti pričakovala, da bo kaj ratalo in so take čudovite slike ratale. Prav ne vem, a je on kaj tam začaral, a je bilo kaj drugega v zračju. Čarovnik je začaral, ja. Je bilo pa tako, da ko sva se pa na poroko peljala, sva se pa pred to vasjo, v bistvu sva
kar naenkrat zagledala, kako vse živali letijo proti koči. In v tistem trenutku je tudi lastnik te koče zavpil, nekaj nisva ga razumela, ampak sva že po intuiciji tekla k njemu. In takrat so v tisti vasi, iz katere sva prišla, napadali vladni pač to vas in takrat so bili 3 otroci mrtvi, ki so prepozni z dreves poskakali v lisičje luknje, kot jih oni imenujejo. To so luknje, ki jih skopljajo v zemljo, zato da se lahko noter uležejo, da so v bistvu zravnani s tlemi. In ti otroci so bili prepočasni, ker so po drevesih plezali. Tako da vsaka taka zgodba ima ponavadi še kakšno žalostno plat zraven. To je bilo poročno darilo sudanske vlade. Neprestano, že v vsakem trenutku se nekaj takšnega dogaja v bližini. In tudi neka stalnica, ravno te grozodejstva v tej državi, v tem območju. Ampak ta obred drugače, ste rekli, da si dejansko bil ustvarjen na mesto, licu mesta, tak lep obred, ampak ga je ustvaril ta šaman, če lahko rečem na tak način, na licu mesta, za vaju. Ja, on se je pa takoj domislil, kaj videl, da mi dva kar hodva tam, pa ga prosva in pol je rekel, v redu, pol pa bom, pa je. Ustvaril tako lepo zgodbo. In tukaj vidimo drone na naslednji fotografiji. Aha, ja, tudi s tem smo poskušali. Ja. Klemen Mihelič, naš najtesnejši sodelavec, je ustanovil po vrnitvi iz Darfurja organizacijo Hope, ki pomaga, ki zbira sredstva, med drugim, prva taka stvar so bile tiste kamere, zbiral je denar, da jaz nimam z donacijami nič upraviti, denar za kamere, več kot 1000, kot sem že rekel, pa satelitske modeme, pa računalnike, potem pa tudi drone, prva tehnologija, mislim, da smo bili pionirji v Nubskih gorah. Klemen je bil prvi pilot, ta prvi aeroplan, ki še nismo znali leteti, je enostavno dol padel, ta drugi je pa odletel, pa ga nismo videli poleta, potem so ga ženske najdle v grmovju, ki je bila sušna doba. Pa smo se pa že toliko zvežbali, da bi lahko tudi bombo pripeljali, pa ubili kakšnega, ampak naš namen ni bil sodelovati kot vojni plačanci oziroma kot trgovci z orožjem. Ne, naša naloga je povedati, kar vidimo. Jaz mislim, da v bistvu vsak popotnik mora povedati, kar vidi, ker ne greš po svetu brez zveze. Ne greš samo zato, da se všfajni mu, ampak imaš poslanstvo, ker nekaj vidiš, ker tvoji domači ne. In tvoji domači so odvisni od lokalnih medijev, od nacionalnih medijev in ti morajo zmeraj neko povprečje pokrivati, da se preživijo. In jasno, da ne morajo vsega povedati. Ne morajo, nikjer na svetu ne povejo vsega. Za povrh je pa še zmeraj neka strankarska politika, ki pač enkrat trdi, da so tisti ljudje dol vsi nesposobni, da čudno, da sploh še so. Mislim, če študirate zgodovino rasizma zadnjih 500 let, odkar je šel Krištof Kolumb v Ameriko, lahko vidite, da smo umetno nasedli umetnikom, ki so nam razlagali, da smo superiorna kultura, da smo več, da zaradi tehnologije, ki jo imamo, pa zaradi modernih umetnosti, smo bolj ljudje, kot pa guni dol, pač tam onkraj Sredozemskega morja, ki so ostanki starodavnih civilizacij, od katerih smo mi vsak veliko pobrali. Mi smo zelo veliko pobrali v naše mišljenje iz Afrike. Sam žal, zdaj preveč prevladuje ta kavbojska logika, ta neoliberalizem, ki je Afriki čist tuj. Zato se trudva ne samo pomagati ljudem v Afriki, ampak tudi sem prenašati vrednote naših skupnih prednikov, s katerimi so ljudje preživeli vse krize in se niso iztrebili, kot nam dele grozi, da se lahko, če gremo v atomsko vojno. In v teh
vrednot je najbolj pomembno ravno ljubezen, da se ljudje imajo radi, tam nič nimajo, manj kot imajo, bolj se imajo radi med sabo, ker se z drugim ne morejo zamotiti. A je logično to, a ne? Več imamo materialnih stvari, bolj smo vplivani v teh materialnih stvari. Pa moramo stalno nekaj skrbeti za neke materialne stvari. V Afriki smo pri Nubah, no tam, ker jaz 50 let že proučujem ljubezen, me še zmeraj in vedno znova preseneti, koliko malo je treba, da so radostni, koliko so malo obremenjeni z vsem mogočim malenkostmi, ki se nam zdijo, da brez novega avta pa brez novega telefona ne moramo biti srečni. No. Ja, to je tisto, kar lahko Afrika da nazaj Evropi, potem, ko smo jim skoraj vse vzeli. No. Skoraj vse smo jim pobrali. To je tisto, kar nam zastonj kažejo. In zato smo naredila pač dokumentarni film, ne, Trohnenje. Zato smo imela razstavo v bruseljskem parlamentu, naslednje slika, ravno kar smo jo videli, tam vidite Bojano, kako razstavlja, če se samo naprej pomaknete. Evo, tam nekaj je vstopna hala v bruseljski parlament, kjer nam je takratna poslanka Tanja Fajon omogočila, da sva razstavila slike, se pravi risbice, ne najine fotografije, ampak risbe nedolžnih otrok, kako doživljajo vojno. Naslov razstave je bil, to pa ti več povej, začutite, kar čutijo nedolžni. Ne? Ja, v bistvu je šlo za to, da sva razdelila liste iz enega zvezka, svinčnike nalomila in dala otrokom, da naj narišajo, kako vidijo svet okrog sebe. In od 300, mislim, da okrog 300 risb so bile vse razen 2 na temo vojna, razkosani ljudje, bombniki, ranjeni ljudje. Ena roža, mislim, 2 roži sta bili narisani, drugo je bilo pa vse v bistvu to, kar so videli okrog sebe. No, tak je bil tudi naslov razstave. Tako da ja, ampak grozen je to, mene vedno pa to razžalosti, ker tu pridejo te, ki pač imajo tudi kaj platna in škarje v rokah pogledati. Takrat so vsi navdušeni, govorijo, kako bojo kaj naredili, kako bojo pomagali, ampak se vedno to izjalovi in grejo tja, kjer jim je lažje. Posvojiti šimpanze ali ne vem kaj narediti, ne pa pomagati tem ljudem. To je neopisljivo, ko slišimo, da so večino otrok pol nariše predstavo ravno te grozodejstva, to, kar se dogaja. In težko smo najti besede, ki bi to opisali, po mojem mnenju. In dokazuje to pač, da bi se to moralo dotakniti vsakega res na globlji način. Očitno se tudi ne, kot vidimo. Ja, verjetno smo že toliko, tako kot je prej Tomo rekel, zaslepljeni ali pa otopeli zaradi vsega tega, kar imamo, in potem v bistvu kar naenkrat tega niti uporabljati vsega ne znamo, ne? Ampak je tudi vsa ta tehnologija, vso to udobje je v bistvu motilc naših čutil in postajamo nesočutni. To se vidi tudi v šoli pri otrocih, ne? Dokler niso na telefonih, toliko časa so še zelo srčni, ne? Ko se pa enkrat začnejo telefoni, računalniške igrice, jih pa izgubimo. In zdaj se še dotikamo te teme pred zaključkom oddaje, o čem lahko mi govorimo tudi več ur, tudi gobavosti in tega, da obstaja zdravilo za to bolezen in ga ti ljudje ne dobijo. In preko teh fotografij lahko vidimo. Ja, gobavost v bistvu leta 2017 sva prišla v stik z gobavci čist po naključju. Midva vsako leto želiva Božič preživeti s temi ljudmi, zato ker je toliko pristan, ker ni nobenih pojedin, ker je samo petje, ples in pa druženje. In ko sva tako
v bistvu leta 2017 bila na enim taki pri božični maši, ko je bilo vsega konc. Tam sva tudi povedala, da sva prišla zato, ker pač bi rada, a sva že prej sva Gobovce? 2017. Ampak a sva pol pri božični maši, ko nama je ta Gobovka stisnila roko, a je to bilo naslednji let pol? To je bilo naslednji let. Aha, ja, midva, ja, tale gospa, no, to je bilo leta pol 2018. Ta gospa, ko smo videli, to sva spoznala čisto po naključju, ko sva v bistvu snemala Lakoto v hribih in nama je medicinski asistent, ki naju je spremljal, je v bistvu rekel, ja, sej, tale moja sorodnica ima pa gobovost in pol sva midva, kako gobovost, sej gobovost je vendar iztrebljena, in je rekel, ne, sigurno jo ima, in pol sva želela, da nama jo predstavi, no in nama jo je tudi predstavil in je rekel, sej takih ljudi je še veliko po teh gorah, in pol smo jih res takrat že kar nekaj srečali, tudi tega, ki je bil v našem filmu Komija, ki je bil pa v bistvu čisto rožrtno. To sva pa potem srečala eno leto kasneje, ko sva se pa prvič tudi z Gobovci rokovala. Najprej zato, ker nisva niti vedela, ker je prišla v temi in stegnila roko, in takrat, ko sva začutila, da je brez udov, sva že slutila, da je pač to Gobovka. Pol je pa pokazala svoje rane, kako se ji izceja gnoj. Prej ste rekel, da obstaja zdravilo, 3 vrste antibiotikov so, in če bi te ljudje te antibiotike dobili in jih jemali, odvisno, koliko so bolni, od pol leta do 2 let, je ta bolezen tudi se pač ustavil, a ne. Zdaj, če začnejo jemati to takrat, ko se začne razvijati bolezen, ali pa še ni dovolj razvita, ko še ne odpadajo udi, se lahko celo čisto pozdravi, tukaj pa se samo zaustavi. Ampak midva sva spet trkala na vse mogoče vrata, tudi na Svetovno zdravstveno organizacijo, Novartis, kjer zdravila zastonj proizvajajo, mislim, zastonj tudi dajo naprej, ampak še do danes teh zdravil niso tja poslali, ker se bojijo za svoje delavce, ampak to je samo izgovor, sej v bistvu doktor Tom, ki je v tamkajšnji bolnici Matere Usmiljenje, to zdaj počne, ko sva midva te Gobovce pripeljala skupaj s sestro Cecilijo, zelo redno in pač tem ljudem pomaga, in so že več Gobovcev pozdravili v tem času. Pa še tisto, kar sva pa že v prejšnji epizodi začela, ko sva rekla, da poskušava pomagati posameznikom ali pa nama tudi kaj več uspe. Skupaj s tem filmom, s Karitasom in pa s kristjani na Slovenskem Koroškem nam je uspelo zbrati 33,000 evrov, ker sva s tem hotela dokazati, da če noben ne more tja spraviti ničesar, midva sva potem s pomočjo doktor Toma in pa njihove organizacije pripeljala tja vozilo transportno, s pomočjo katerega lahko zdaj Gobovce tudi vozijo v njihovo bolnico. Tako da to sva naredila s pomočjo pač vseh, ki so donirali ob ogledu filma. Igor Leonardi, ga ne uspemo nikoli pozabiti. Ja, on je dobrodelni koncert organiziral. 4-5 koncertov dobrodelnih slovenskih glasbenikov, ne estradnih glasbenikov, pa afriških glasbenikov, ki živijo pri nas. Tako je bilo lepo videti, da se ljudje iz različnih logov med seboj združijo, pa delamo nekaj skupno. Pa tudi imamo učinka. Več kot 300 Gobovcev smo pozdravili v Nubskih gorah že v takem sodelovanju. Se pravi, se da, je mogoče, ni res, da se nič ne da. Vsak lahko, samo odloči se more. No, in zdaj upava, da se bo to dalo tudi v novem filmu, ki ga pripravljava, in sicer naslov filma je Pismo Evropi. Pač s filmom hočeva pokazati, kaj pravzaprav sploh bel človek
že od samih začetkov prinaša tem ljudem, a je prav, da tja prihaja, kaj se zgodi, ko pride, ne nazadnje se sprašujeva tudi o tem, a je prav, da midva hodva tja, a sva v bistvu tudi midva ena črna luknja tam, ki bo kaj slabega pokazala zgodovina, da se bo kaj slabega zgodilo tem ljudem zaradi najinih, ne vem, fotografij. In pa, da bi razumeli, da bi Evropa razumela, kaj počne, ker denar pošilja v napačne konce, tako kot je prej Tomo rekel. Zdaj oni pošiljajo denar sudanski vladi, zato da bi zajezila prihod beguncev, hkrati jih pa krepi, da na različne načine, tudi z gobavostjo, iztrebljajo staroselce. In s tem, ko iztrebljajo staroselce, v bistvu iztrebljajo našo prvobit. In zdaj imamo že mogoče en lakmusov papir, ker slovenska vlada je po naših sestankih končno videla, opazila, da bi pa mogoče tudi v Sudan bilo hnubam dobro poslati denar. In po sestanku z dr. Robertom Golobom, ko je govoril o varnostnem svetu, naj je povabil, če bi povedala, kaj se dogaja v Sudanu, da bo vedel tam govoriti, no, in takrat je tudi v Sudanu spregovoril. Potem smo pa naprej navezovali stike in končni rezultat je, da so odobrili 200,000 evrov, to je bilo konec maja odobrenih, ki naj bi šla za pomoč prav staroselcem v Nubskih gorah. Zdaj pa najino vprašanje je, ali bodo to pomoč dobili res tisti, ki jo potrebujejo, ali bojo ta zadnji, ta prvi in bodo to pomoč dobili, ali se bo, tako kot je prej Tomo omenil, ta pomoč razdelila tam, kjer v bistvu so že bolje situirani. Najin cilj je, da pride voda v najbolj odročne področja, da bodo... Samo ročna pumpa, ne vodovod. Ročna pumpa, ena ročna pumpa za 35,000 ljudi. Ja, midva sva bila letos že šestič, v Kavnjaru, to je res najbolj odrezan del Nubskih gora, kjer je 35,000 ljudi in nimajo niti enega zdravnika, nimajo šol, se borijo, da bi imeli šole, pa vedno nekaj vse skupaj propade, ker ni učiteljev, ker učitelj ne dobi niti za milo, da bi se umil, da bi lahko otroke učil z zgledom, da je pač potrebno se umiti, da lahko potem tudi, ne vem, si ne prenašaš bolezni. Vode nimajo, gobavcev tam nisva našla, zato ker pač vsi pomrejo, ker takrat, ko se je treba zaradi suše seliti, da pijejo potem tisto mlakužo, ko jo najdejo, pač gobavci tega ne zdržijo in umrejo že na poti. Tako da, ja, najin cilj je ta, da bi ta pomoč prišla do njih, in da bi končno videli, midva prideva vedno po eni poti, kljub temu, da je nevaren, da bi tudi lahko nekoga tja spravili in bi tam deloval. Ja, moramo povedati, da je oblegano področje, da je obkoljeno z vseh strani, ampak da se v sodelovanju z osvobodilno vojsko v Nubskih gorah tja da priti popolnoma varno. Če midva lahko tudi tisti, ki so plačani, zato midva to delajo kot prostovoljca za preužitek. In mislim, s tem filmom skušava tudi navdušiti druge, mogoče sledite nam, sej, če je dele problem mladine, odtujenost, pa tesnoba, stiska, tam se boste usmislili, tam ne bo beden sam, tam ne bo beden se zapiral v sobo, zato ker je toliko za narediti in ljudje te imajo tako rad, ko prideš. To ne more noben supermarket, tudi če ti dajo vse za ston. Če dobiš avto za ston, pa ne vem, ta zadnji TV ekran, tak čez celo steno, ti to ne more dati toliko notranjega miru in zadovoljstva. Ekstaze, dobesedno ekstaze. Midva želiva,
prav s tem filmom Pismo Evropi spomnijo na naše korenine. Naše korenine so v razsvetljenstvu, so v renesansi, so v človekoljubnosti, no? Ne pa v tem hladnem prerivanju zdaj, kdo bo preživel, kdo bo moral umreti v vojskah, ki nam jih rišejo. Vsi govorijo, da morajo biti vojske, da se drugače ne da. Jaz to sploh ne verjamem. Jaz vem, da se da, ker sami to prakticiramo, no? In sva še zmeraj živa in sva še zmeraj tle. Ne? Torej, v okviru zaključka te epizode lahko rečemo, da je bistvo te humanitarne pomoči, da pride direktno do teh ljudi, da se ne porazdeli pri ostalih in da na ta način dejansko dobijo pomoč tisti, ki jo najbolj potrebujejo, ne ostali. Ne. Tako da na tej točki zaključujemo današnjo epizodo. Upam, da je bilo s tem bistveno sporočilo predano naprej, da izražamo to zavedanje in govorimo o teh stvarih, ki so pogosto neslišane. Torej, ključno je iskanje te resnice in ne izgubiti človečnost, sploh včasih, ko moramo bolj graditi na odnosih. Upam, da sta s tem Bojana in Tomo tudi nagovorila katerega izmed nas mladih, kakšnim takšnim dejanjem in da je pač to predstavljalo nekaj posebnega. Bojana in Tomo, še enkrat se vam iskreno zahvaljujem za vajino sodelovanje, da sta predala vse te izkušnje in vajino delo, vajino srce, in nam to povedala. Tako da želimo tudi veliko uspeha vnaprej pri vajinem delu. Kot navadno bo posnetek te epizode objavljen na YouTube kanalu Popotniškega združenja, lahko pa ga poslušate tudi v obliki podcasta na temo namenjenih aplikacijah. Prav tako v prihodnje spremljajte, ko bo izdan novi film Bojane in Tomota, naslov Pismo Evropi, kot sem razumel. Tako da, kot sem povedal, bodite radovedni, spoznavajte svet v resničnih podobah in lep pozdrav do naslednjič. Hvala lepa, ko bo Pismo Evrope, pa se spet slišimo. Ja. Dogovorjeno. Lep pozdrav. Lečno.